Spoštovani in cenjene, dobrodošli nazaj. To je druga epizoda vašega omiljenega podcasta za Gred za tek in jaz sem vaš gostitelj Marko Roblek. Najprej velika hvala vsem, ki ste z tako odprtimi rokami, pa z odprtimi ušesi in očmi, jasno, sprejeli tale podcast, ga komentirali, ga všečkali, ga delili, se nanj naročili. Mislim, da imamo že 40 naročnikov, vabljeni vsi novi. Verjamem, da vam bo všeč. Res lepa popotnica, res lep zagon za to, da se trudim, da se bom potrudil vsak teden in vam te vsebine naredil zanimive in kvalitetne. S časoma seveda tudi nadgradimo tehnični vidik tega podcasta, da bo očem in ušesom še bolj prijazen. Zaenkrat pač na YouTubeu, takole z domačo kamero. Zdaj smo tudi na Spotifyju, bom nalepil link, potem v opis oddaje, menda v kratkem tudi na Google Podcast, na iTunesih, tako da si boste podcast lahko privoščili tudi na teku ali v avtu. Hvala vsem tudi za pohvale, hvala vsem za predloge, vse si beležim brez skrbi. Hvala za ponujeno pomoč, seveda, da razširimo glas. Klemen, se priporočam že zdajle. Share, like, subscribe, naročite se, lajkajte, delite, obljubim, da vam ne bo žal. Kje začeti ta teden? Kje le? Pretekli vikend nismo samo ure predstavljali, že 25 let zapored smo tudi tekli. Tokrat prvič v teh 25 letih, ne v Ljubljani, kajpak tradicionalni ljubljanski maraton je bil, kot vsi veste, prestavljen za eno leto. Na koncu ni ostalo nič tudi od maratona po Ljubljani, zato smo ostali z virtualno različico, ampak nič ne de. Letos je leto virtualnih tekov in če Ljubljano ne bi naredili res posebno, potem bi bilo škoda in smo jo, verjemte, res nor, odličen način. Reklo se je projektu Kranjsterton, tako je projekt, ki smo ga po enem od skupnih tekov v septembru zastavilo pivo, jasno, z newyorškim maratonom v mislih. Newyorški maraton tudi poteka, do nedelje traja, virtualna različica in smo rekli, če ima New York maraton, najbolj prestižen maraton na svetu po 5 okrajih, ga lahko simuliramo tudi v Kranju, se na koncu imamo vsaj 5 becirkov, pa vsaj toliko mostov, pa imamo park, pa imamo urbane in imamo obmestne, parkovne in vseh sort podlage in okolja. Imamo cel kup vedut, pa znamenitosti, ki jih lahko vključimo v progo in prav to smo naredili. Start smo postavili jasno na most, na Delavec Bridge in potem progo speljali ne samo po Kranju, tudi ob Kranju. Zadnja oktobrska nedelja je bila fantastična, vam rečem, vreme se je naredilo, kot vidite zdaj, tudi epidemiološke razmere, ki so nam tik pred zdajci dopuščale, da nam niso zaprli občin, da smo to lahko speljali, vsaj jaz, no, ki zdaj do Kranja več ne morem. Tako da sem res hvaležen, da se je tole vse išlo. Tudi vsem sotrpinom, 6 nas je bilo na štartu, pol ducata, ob 9 zjutraj smo bili tam v rahli meglici, z vsemi ukrepi ured, smo se postavili na štart za laufali ure in stekli. In če mislite, da vam na nekem privat internem maratonu ne more biti zanimivo, pa se kaj takega zgoditi, kar se je ponovno na tekmi. Z prve roke vam povem, da je lahko še bolj noro. Prvo polovico smo šli po Primestju, čez Hrastje, čez Primskovo, že tam naleteli na množico mimo vozečih, ki so nam navdušeno trobali pa nam mahali, res čisto maratonsko vzdušje se je naredilo. Cel kup tekačev smo začeli srečevati v zelenih, kajpak majicah pa modrih, nekateri celo z zelenimi številkami, tako da smo se res počutili kot na pravem Ljubljancu, vsi na dirki, vsi smo si mahali, vsi smo se upihali, eni so to zdeli čisto zares, verjemte. To je bila ta prava dirka za marsikoga. Na Kranjskem ovalu, kjer smo obrnili prvo polovičko, smo se seveda poklonili naši tradicionalni tekaški trasi, se okrepčali, ker nekaj
kakšna pipa se pa tudi najde javna, tako da je bilo za okrčevalnice poskrbljeno. Potem pa nadaljevali seveda v urbani del mesta, vse kranjske znamenitosti smo se ogledali. Se pravi, sem tudi objavil na Facebooku, tako dobro nam je uspela, zdaj rečem postfestu, da jo bomo prav gotovo odtekli še kdaj, pa povabili tudi koga od vas, ko bo to možno, da se nam pridruži. Škoda, ker ta dirka nikoli ne more biti prava dirka, ker je čisto preveč pletenih cest, poti, ki jih za pravo dirko nikoli ni možno zapreti, zato bo ta maraton mi ostal, pa še komu verjamem, prav v posebnem spominu. Vprašanje, če bi kdaj speljali, če letos ne bi bila ta nesrečna korona. Tako da, ko smo zadnje kilometre tekli čez center Prešernovega mesta, pa pol čez planino in nazaj v simbolično Prešernov gaj, v parkec sredi Kranja, se je res vse poklopilo. Napor v samem Kranju je bil precej manjši na tem maratonu, kot sem pričakoval, kot bi bil na kakšni resni dirki, kljub temu, da nismo šli, bom rekel, ravno v sprehajalnem tempu. Morda ravno zaradi tega, ker je bil domač občutek tako prisoten, da so bili tudi tisti kritični kilometri med 35 in 42 pravzaprav en sam užitek. Med drugim so nas, ko je žena enega naših tekačev pripravila krčevalnico na 33 kilometru, preganjali praktično z vilami iz enega dovoza ob hiši na Hujah. Čez center mesta so nam kot za nalašč pošiljali dišave raznih kebabov in burekov, pa se žal nismo mogli ustaviti. Sonce je sijalo na polno takrat, ko smo potem prihajali v cilj. Avto je bilo na cesti nenormalno veliko za nedeljo in dejansko smo se počutili, kot da počnemo tisto, kar smo res počeli vsako leto na to nedeljo v Ljubljani. Tako da Kranjsarton je uspel, res sem vesel. Dobrodošli v Kranj, ko boste imeli priložnost, vas peljem. In zdaj že gremo naprej. Naslednja tekma tega tedna, jasno, že omenjeni newyorški maraton. Mi smo ga torej že zaključili, vsi, ki ga še želite odteči, imate šanso. Nedeljo se zaključi virtualna različica. Še vedno se lahko prijavite, brezplačna različica je preko Strave, tam boste dobili virtualno značko, če se želite medaljo in za to odšteti 50 €, mislim, da še mogoče. Tudi Ljubljanski maraton je, kdor ga še ni opravil do nedelje, odprt na aplikaciji, tako da kar pogumno. Zdaj, če mislite, da zdaj, ko so občine zaprte, ni moč odlaufati maratona v vaši lastni občini, pogooglejte si najmanjšo slovensko občino Odrancę, napišite zraven priimek Smolko in boste dobili rezultat, ki ga je mladenič opravil, mislim, da že v tako aprila, takrat v prvi karanteni, po tistih par kilometrov potk in ulic je skupaj zbral 42 kilometrov, ne samo maratona, ampak zelo hitrega maratona, v dobrih 3 urah je to opravil, tako da, če je njemu uspelo, jaz sem sam probal v lastni občini, potrdim tudi, da gre, pa tudi nimamo največje občine med vsemi, tako da še so šanse tudi za vas. Dajte mi, če boste res odlaufali, dajte mi sporočiti, mogoče v komentar zapišite, dajte pripopati kakšen link. Res me zanima, kje boste tekli, kje si se proge izrisali. To so taki dobri predlogi, taki dobri heci, ki jih potem morda kdaj pridem še sam odlaufati. Ta vikend pretekli se je ogromno teklo po svetu virtualno. Zasledil sem, da je bil Dublinski maraton virtualno, kar 14,000 tekačev je bilo. To je res nora številka. Pred tem, mislim, da je večji od tega kvečjem londonski maraton, ki jih je imel 45,000. Zelo me zanima, koliko jih bo zbral newyorški, ki zdaj poteka. Verjamem, da bo tudi rekordno številko zabeležil. Tako da maratonov najbrž letos še ne bo zmanjkalo, kljub vsemu
je še nekaj resnih dirk odpadlo. Seveda nas vse zanima, kaj bo z Valencijo, ker smo bili mi lani. Zaenkrat jo mislim, da še niso odpovedali. Morda se je pa ta zadeva, vsaj za elito, izpelje tudi v praksi, pa bomo to spremljali sami na kakšnem virtualnem teku, ki si ga bomo istočasno priredili. No, čas je za knjigo tedna, katera je ta teden tista, ki je prišla v izbor. V nedeljo sem dobršen del maratona prelafal z masko oziroma z bufom čez obraz in ob tem tudi razmišljal o dihanju, marsikaj se je o dihanju zadnje čase govorilo in napisalo. Potem se pa spomnil, da sem prebral eno fantastično knjigo, jo med drugim tudi recenziral. Dober dih se je reče, avtor je Patrick McKeown, prevedel je moj dober prijatelj in tekač tudi, pa tudi licenciran dihalec oziroma izvajalec teh delavnic o pravilnem dihanju, Janez Hudovernik. Knjiga pa govori prav o tem, kar vsi mislimo, da je nekaj samoumevnega, pa vsi delamo pravilno, o dihanju, ki ga naj bi, in knjiga to lepo razloži, več ali manj vsi počenjali narobe. Ne to, da dihamo premalo, dihamo preveč, kar me je najbolj presenetilo, posebej ta znanstveni del knjige, ki opredeljuje, zakaj tudi preveč kisika v telesu pravzaprav ni dobro, ravno nasprotno. Način dihanja, ki ga on tule znanstveno opredeli, izpostavi in za njega predstavi tudi praktične načine, je dihanje skozi nos. In ko sem tekel s tistim bufom čez obraz in tuhtal, da je dihanje skozi usta, skozi masko pri malo hitrejšem tempu sorazmerno naporna stvar, sem se spomnil na McKeowna, ki v knjigi tudi primere, kako se preteče maraton z dihanjem čez nos, ne počasi, celo hitro se da. Je pa zato treba nekaj vaje. Nekaj priprave na to. On trdi, da je, in tukaj se z njim čisto strinjam, da so usta za hranjenje, nos pa za dihanje. In s dihanjem skozi nos, pravi ta knjiga, se da ne samo odmašiti nos, pa rešiti svoje sinuse, podpraviti zadihanost, pa kratko sapo, celo shujšati, celo izboljšati svoje športne, tekaške rezultate, poskrbeti za boljši spanec. To vendarle vsi veste, ki ste imeli kdaj dihalne težave in težave s spanjem. Navsezadnje zatreti tudi čezmeren apetit, ki povzroča cel kup drugih težav. Zelo priporočam v teh časih, zelo aktualna knjiga, ki vam bo potem olajšala, ko boste dali skozi, ko boste naredili test Bolt, zelo dober test pravilnosti vašega dihanja skozi nos, ki vam bo pomagala konec koncev dihati tudi v teh časih, ko so maske tista stvar, ki jih moramo uporabljati. Tako da priporočam dober dih, še zmeraj se dobi, pogooglejte, bom pa link nalepil tudi v opis epizode. In zdaj bo že čas za našega gosta ta teden. Ja, ta vikend je bil pomemben dogodek, tudi premik ure. Meni ta premik ure vsakič znova zmede bioritem, vsaj za kakšen teden. Je res hudir, če si navajen ob 5:30, pol 6:00 vstajati in pol ti še za 1 uro nazaj premaknejo vse skupaj, pol pa imaš resne težave. No, moj današnji gost bržkone teh težav nima, ampak ga bomo tudi o tem povprašali. Je moj dober prijatelj, dolgoletni vitez dobrega teka, sicer zagrizen tekač, serijski maratonec, tudi eden vodilnih delavcev v znanem podjetju, ki se ukvarja s poslovno informatiko v zdravstvu, drugače pa tudi družinski človek, oče in mož in navsezadnje tudi pisec. Spoštovani in cenjene, z mano je Uroš Jože Kralj. Joža, živijo! Kaj zdaj? Evo, jaz sem se pripravil na najin pogovor za vse poslušalce in gledalce. Midva sva že v prvi karanteni spomladi, ko nisva mogla iti takole v živo na pivo, večkrat ravno preko Zooma se dobila, pa spila kakšnega
Virtualnega drži, a ne, jaz sem si ga pripravil, a imaš svojega, najbrž ga imaš. Posebej sva bila zgledna že takrat in zdaj s tem nadaljujeva, tako da seveda sem se pripravil, a ne, normalno. Dejva reči, da zdaj, ko pač karantena... Na zdravje. Evo, ti ga že imaš, jaz si ga probal pretočiti temu času. Ti mi pa povej, tem, ko si ga jaz natakam, hotel sem te vprašati, če si danes že tekel, pa to vem, da je retorično vprašanje, koliko si jih pa danes že odtekel? Kilometrov ali krogov ali... Umetniška svoboda je dovoljena. Rečeva kilometrov za začetek. Ja, ne, zdaj sem na kilometrih, ker krogov pač ne smem delati. Tako da sem v ponedeljek še stisnil na silo 5 komadov, tako da 400 je, 20x20 za 20-20. Tako da zdaj pa iščem spet, odkrivam nove poti po in okrog Radovljice. Tako da danes sem res eno fino najdu, ne vem, saj lahko pogledaš tam na Stravi ali pa kaj. Ima tako srečno obliko. Sklepam, da jo potem ne boš odtekel samo enkrat, ampak jo hraniš za kakšne hujše podvige, ki te še čakajo zdajle za vikend, ja? Zna biti, ja. Čist po naključju, a ne? Povsem po naključju je dolga dobrih 14 kilometrov, ker pomeni, da če naredim 3, a ne, sej bi bilo glih za kakšen leten maraton. Kakšen New York, recimo, ki se zdajle v soboto, v nedeljo, bomo videli, kakšne bodo noge, pa kakšno bo vreme. V New Yorku sem že prej par besed rekel in k tej temi se bo vrnila, to je v bistvu glavna tema, okrog katere sem hotel naplesti pogovor danes, ampak za začetek, dajva reči, omenil sem tudi, da si jutranji tekač zdaj. Povej mi, ali silom prilike, ker moraš usklajevati vse svoje obveznosti, ali si pač po defaultu jutranji človek. Jaz imam cel kup enih tekaških prijateljev, Slavko živijo, ki bi si raje dali pulati zdrave zobe, kot pa da bi mogli do 3-5 vstati in narediti, bog ne daj, vsaj 1 kilometer, kaj še nekaj več. Ti jih pa že kar nekaj let klepaš suvereno dan za dnem. Daj mi povej, kaj je tvoja skrivnost oziroma zakaj ravno jutra? Jutra so v bistvu nekako prišla silom prilike, ampak z leti, tako kot si omenil, so pa postala v bistvu navada. Tako da zdaj se največkrat med 5:20 itak zbudim in kaj češ poj drugega, kot da greš teč. Sicer pa nisem bil vedno jutranji človek, samo pol, zdaj družina, služba, vse te zadeve so mi počas mečken energijo vsem začele jemati in največkrat sem popoldne, ko sem prišel službe, pa odvozil otroke, pa tako naprej, samo še iskal izgovore, zakaj pa danes ne bi več in kamer šel. Sicer sem v neznansko slabo vest, če nisem laufal, pa tudi počutil se nisem dober in pa sem pač začel teči zjutraj. Tako da zdaj pa to že kar počnem, kakšnih, več, ne vem, 10 let mogoče še ni, ampak več kot 7 pa najbrž. 7 let? Ni čisto vsako jutro, je pa 300 dni na leto ali pa raj 330 pa zagotovo. No, jaz sem tudi jutranji človek, ampak si ne predstavljam, da bi res naredil toliko kilometrov za rana. Daj mi povej, kaj je tvoja skrivnost, da se spraviš? Ali pa tvoj recept, ali pa tvoj ritual, ne vem, kaj narediš, ali greš s pajkicam spat, ali imaš budilko, ki jo ne dosežeš, da bi jo vrgel skozi okno pa razbil. Kaj tebe žene, kako si ustvaraš okolje ali pa situacijo, ali pa da si zjutraj, ko je zunaj, recimo, da je reč 2 stopinji nad ničlo, dež je začel, veter piha, ti imaš pa za odlaufati recimo 10 ali pa 15 kilometrov. Povej mi. Predvsem nič ne gledam, kaj je zunaj, ne gledam na termometer, ne gledam sploh nikamor, največkrat sem itak
se toliko zalimam, da itak težko odprem oči. Pač vstanem, se preoblečem, o tem, da bi s pajkicem hodil spat, sem že tudi razmišljal, no, ampak nisem pa še realiziral. Tle imam še malo rezerve. Če v dosti hudo, da res Ja. ne bo šlo več. A ne, da je pa tako, pol pa pač ne vem, najboljše nič kaj dosti razmišljati. Se umijem, oblečem, spravim v avto in ena od razlogov, ki me tudi sprašujejo, zakaj se pa peljem na Bled, a ne. Poleg tega, da mi je to najljubša proga, da ne vem, sem mogoče malo sentimentalno navezan na vse skupaj, ker je to le moj domači kraj. Mi paše, da teh 10 minut, ker se peljem na Bled, nekako začnem raven Funkcionirati, ali kako? funkcionirati, ja. Aha. Tako in fizično in psihično, ne nujno v tem vrstnem redu. In pol, ko sem tam dol, stopim iz avta in začnem laufati, a ne, in je to. Bravo, se pravi, tvoja predpriprava je v bistvu tistih 10 minut vožnje, ki jo moraš opraviti do Blejskega ovala in takrat za premisliti prepozen, ne? Ja, kadar je res hudo, še vzamem en Red Bull ali pa nekaj iz hladilnika namesto kofeta, ker za kofe kuhati zjutraj že nimam časa, a ne. Niti ne vole, niti nisem prav dober kuhalec kofeta. Tako da, ja, to je to, no, v glavnem. Bled si omenil, a ne, Bled, če te kdo pozna po čem, te pozna po tem, da si, ne bom rekel, zaščitni znak Blejskega jezera, ali pač, a ne, jutranji vsekakor, jutranji sprehajalci te najbrž poznajo in po tebi ravnajo, nam rekel uro, sigurno pa koledar, če te kakšen dan ni, že sprašujejo, če si slučajno kaj zbolel ali pa če si te kaj zgodilo. Ja, to je res. Tako da ta koronska situacija je nekaj posebnega, da tebe ni na Bledu. Vseeno, kolikrat si pa že, najbrž imaš statistiko, ker vem, da si matematik in zbiralec vsega, koliko ovalov na Bledu, kolikrat si obkrožil Blejsko jezero v vseh teh letih? To so se že enkrat pogovarjali, meni se zdi, ja. Pa sem jaz pozabil, najbrž pa ti tudi, ampak neko okvirno številko imam, pa me zanima, če imaš ti kaj bolj točno. Zdaj, prav tako, da bi jo kar potegnil z nekjo, jo nimam. Imam statistiko po letih za kakšnih zadnjih 7-8 let, ampak niti ne sešteto. Se pa spomnim, da bolj redno sem začenjal to takrat včasih foruma Vitezov dobrega teka, kjer sem pol svoje dogodivščine takrat vestno popisoval. In to v tistih letih sem jih po moje naredil in je kakšne tako povprečju enega na dan, a ne. Se pravi, nekje 300-400, pol so pa te številke lepo naraščale do pač 1000, no, zdaj zadnje čase sem se pa malo umiril, letos jih je 400, lani je bilo še malo manj. Tako da, če bi rekla, po moje, to je 7, skoraj 15 let, v povprečju, 400, kaj se vem, koliko je to pol? 400 na let, hočeš reči, povprečno. Ja, 6000. Bravo, 6000, evo, to je številka, ki je šla tudi meni po glavi. Sem že vsaj enkrat okrog Zemlje prišel z vsemi temi obhodi, no, bi rekel. Dajva reči 6000, ja, krat 6 kilometrov okrog Blejskega jezera, slabih pa rekel si več, kot 6000 pa so na 40, evo, Zemljo si obkrožil okrog Blejskega jezera. Kakšna simbolika, če bi imel točen podatek, bi lahko, tako kot na Bledu prištevajo blejske kremšnite, pa imajo 10 milijontov, pa 11 milijontov bi ti imel, pa zemeljski krog, ko bi zaključil pač krog okrog Zemlje in takrat bi spustili v luft, recimo, ekološki ta ognjemet. Ja. Bi
rekel, no, da toliko natančno, kar oni kremšnite, lahko preštejejo tudi jaz lahko svoje kroge. To si pa skoraj upam trditi. No, zdaj naloga zate seveda je, da to točno zdaj prešteješ in nam sporočiš, kdaj boš spet na izhodiščni točki kroženja okrog Zemlje. Dajva reči, že prej sem te vprašal, 1000, se spomnim, da si jih naredil eno sezono, takrat smo 1000 krog še celo obeležili skupaj, že to je 6000 km v sezoni, potem si zastavil še večji cilj, 1111 naslednje leto, se motim, je to res? Ja, to je bilo. To je pa že kar impresivna številka, tega pa najbrž ne kaniš več podreti ali pa izboljšati v svojem življenju, ali pač? Nikoli ne reci, nikoli, a ne. Zdaj, do penziona je še nekaj časa, takrat ga bo tudi še kaj, upam, a ne. Tako da, če bodo noge zdržale, pa žena, pa tako naprej. Pa ni razloga, da ne bi, a ne. Ja. Nagradno vprašanje se bo torej glasilo, katero številko si bo Uroš Jože Kralj izbral za število krogov v eni sezoni. No, to nagradno vprašanje bomo postavili takrat, ko bo šel, če ne prej, ko bo šel Joža v penzion, ampak glede na to, da še ni tako star. Ja, imam še nekaj za oddelati, res je. Ja, še 2 desetletji najbrž do te nagradne igre še ne bo prišlo. Pa povej mi, Joža, ta glavna stvar, kateri sem te hotel danes povprašati, pa te tudi drugi mediji barajo, ravno oni dan je bil odličen članek na RTV Slo, ki se je glasil z naslovom od kralja kavča do kralja rekreativnih maratonov na Bledu. Pribeležil sem seveda potem, da je žena komentirala, da tudi prvo še prakticiraš, čeprav vem, da boš to kategorično zavrnil, ali pač ne. Vendar ne, si človek, ki si upam trditi je letos v sezoni praktično brez maratonov leteh odtekel, saj na slovenski zemljici največ. Cela zgodba je namreč taka, za tiste, ki naju ne poznajo, v Splitu februarja smo bili skupaj na maratonu, takrat si nam razlagal, da imaš letos za leto 2020 seveda v planu 20 maratonov, kar se nam že samo po sebi zdelo dokaj noro, ne, skoraj za na oddelek. No, ko smo se vozili nazaj in se je korona približevala preko zahodne meje, ti je bilo potem že kmalu jasno, da z dirkami ne bo nič, da prvi padla Italija, potem še vse ostalo. Vem, da so se pogovarjali potem nekajkrat in si ta plan potem odložil za 1 leto, dokler, no tukaj boš mogel pa zdaj sam povedati, ne, dokler se ni zgodil drug preboj in si se odločil, da boš ta plan zastavil malo drugače. Ergo. Ja, res je. Malo sem v bistvu čist na začetku izgubil pravzaprav voljo oziroma motivacijo, da bi se pač tega plana letos loteval na kakršenkoli način, ker sem vedel, da bom izgubil samo en kup živcev. Ampak pol nekako sem nekje na internetu, ker mislim, tle na tem področju se je zgodila praktično revolucija zdajle v pol leta, če tako pogledamo. Takrat vem, da sem mogel se res potruditi, da sem pol najdel, oziroma ne vem, nek na Instagramu, ali kaj mi priletel, da pa lahko pač odtečeš 42 kilometrov, oni ti pošljejo medaljo in to je to. To je bil nek, ne vem, Rilbas varianta, ki je še celo kumulativno bilo, samo jaz sem pač se odločil, da bom to naredil v enem šusu, normalno. Da ga lahko tudi štejem zraven, in sem pol to realiziral. Potem so se pa te stvari v bistvu začele kar malo bolj pogosto dogajati, oziroma tudi nekateri organizatorji na maratonu, na kjer sem že prej bil prijavljen, so se odločili, da vsem, ki so prijavljeni, vendarle nekaj ponudijo, če ne drugega za dobro voljo, nekateri za zraven, nekateri na mesto.
nekateri kar tako, nekako, kakorkoli pač, no, tudi tam iz Breše, recimo, ki je bil prvi od maratonov, ki je zaradi korone odpadel, no, ampak jaz mislim, da je bil tudi tako v svetovnem merilu med prvimi, Tokio je bil že prej, no, sicer, pa še ne vem, če še kakšen od teh večjih, ne, no, pa dobro, se tudi Breša ni ne vem kako velik, ampak pač bil je eden od teh, na katerega sem bil prijavljen. In oni so tudi potem, če sem se odločil, da štartnine ne prenesem, so mi poslali tisti štartni paket, vključno z majico, tudi še kar lepo medaljo in sem rekel, okej, zdaj pa če že vso tole šaro imam, pa se jo moram zaslužiti, a ne. In sem pač odlaufal še enega. Pa sem pa že malo brskal naprej, če je še kakšen, pa sem pol pa že našel. Pa so se neke serije začele, tudi take, ki jih je en kup. In zdaj pa praktično že ni več nobenega, ki ne bi imel take ali drugačne virtualne različice, a ne. Zdaj v bistvu vsega, zdaj že preveč tega, da moramo že težko zbereš že tisto, za katero boš tekel. Vem, da so se iznajdljivi tekači znašli tako, da z eno tekmo potem prijavijo na, ne vem, 5 ali pa 10 različnih virtualnih izzivov, sicer to izpade malo nesmiselno na koncu, ampak 10 medalj dobiš na dom za en. Tega jaz ne podpiram, sicer sem vesel medalj, vsaj tistih letih, ki sem ponosen na svojo zbirko, ampak strogo ločem tiste, ki sem jih odtekel, ali pa one, ki jih je kdo dal ali prodal, karkoli. Tako da tudi to, da bi jih zdaj kar, to v bistvu samo kupaš medaljo, se ni nič drugega. Res je. Eno odlaufaš, ostalo pa kupaš. In to pa ni več to, Tako da, tukaj mi zdaj spet lahko mi kdo, no, ima vsak svoje mnenje, meni vseeno, kaj ljudje počnejo, če jim to pomaga olajšati tole že tako, mislim, čudno, da ne rečem kaj drugega leto, ne jim pa, hvala Bogu. Če jih spravi v gibanje, pa ne bodo tudi medalje, ki so... Pa tudi, če jih je treba 10 za to, da enkrat odlaufaš, Daj mi povej, kje si bil potem virtualno najdlje letos? Vem, da si bil v Talinu, pa v Riju, zdaj si bil še kje dlje, mogoče? Dlje. V Ameriki sem bil 3-krat. Sem bil še v Mexico Cityju, pa v San Franciscu, mislim, da. To, kaj tale je, imam tle celo eno, ta iz Rija medalja. Bravo, lepa, je. Oni so se očitno po eni drugi seriji zgledovali, ne? No, to mislim, da tudi gledalci, tiste, ki poslušajo, bom rekel, da je 6 krogcev združeno en večji krog, potem pa sami ugibajte, katera serija je dala navdih za tole medaljo. Je pa impresivna, velika, glomazna medalja. In edina škoda je v bistvu, ker to je ena od tistih serij, 26 Virtual. Ja, tako. Pa zdaj ne delam kakšne reklame, sam povem pač, vidite, vidiš, se zdaj mi ga pogovarjava. No, tako, pa zdaj upam, če bo še kdo gledal. V vsakem tegle krogcu sta zastopani v bistvu 2 mesti, tle imate recimo Sydneyska opera. Ampak problem je to, da mislim problem. Za tekače je problem, za njih ni problem. Oni pač pošljajo vsakmu isto, samo trakac je drugačen. Si pa, če tečeš 3 različne lokacije, vsakič dobiš enako medaljo. Tisto pa pol mogoče tudi počasi zgubim svoj smisel. Ti ironija, ti pa ravno sem odlaufal, 3 take medalje imam. Imaš 3? Imam 3, ampak je dost. Naslednjič sem raj na kakšno drugo prijavo. Daj mi povej, odlaufala sva enega skupaj, skoraj skupaj, vsaj polovico, pol si me prepustil moji mizeriji, pa šel pač naprej. Sem ti všel, Tako, serijski maratonec, kot si,
še vedno uspeš katerega koli drugega poljubnega pretendenta pač pustiti zadaj. No, jaz sem bil hvaležen, da sem takrat vsaj polico šel s tabo, ker sem res potem dobro tekel. Pa vseeno, daj mi povej, vem, da si v Mexico City takrat odlaufal tako, da si šel parkrat v mehiške restauracije in s tem malo vse skupaj simbolično povezal. V Londonu vem, da so se pogovarjala, da imamo, da smo imeli, pofotkali so grad, no, kot vemo, ne, in to vključila v nek pejsaž tistega, kar spominja na London, ne. Ladje ni bilo, da bi Kathy Sark simulirala, ampak povej mi, no, ali je takele maratona, ne, ki ga odtečeš recimo na čast eni lokalnem okolju, eni destinaciji, kjer bi rad raje bil v živo, ne, ali vendarle, ne, razmišljaš med tekom o tem, kako bi bilo, če bi bil takrat tam, se pravi, te vendarle preveva malo, ne vem, bom rekel, newyorškega melosa ali pa londonskega ali pa na koncu koncev berlinskega. Ja, dobro. Malo je odvisno od tega, kam grem, ne, virtualno. Zdaj, če je to Berlin, pa pač, če tam sem bil 3-krat, točno vem, kako stvari potekajo, progo znam skoraj na pamet, tudi berlinsko, a ne. In se lahko nekako kar tja malo preselaš, pa pogledaš, aha, zdaj bi bil tam, to je tam, si tudi tiste gledalce lahko malo predstavljaš in tako. In dejansko lahko nekje v enem svojemu svetu to odtečeš, a ne. Zdaj je nek Tallinn, ki si niti podrazno sploh ne predstavljam, razen po slikah, kakšen je, a ne. Bi Sem težko še prav simuliral. poglabljal, ker tudi zaenkrat nikoli se še nisem niti namenil iti tja pa to. Ampak mi je bila pač všeč medalja, všeč mi je bila majica, všeč mi je bila ideja njihova. In sem se zaradi tega prijavil. In nisem pa pol šel, ne vem, na virtualni ogled Tallinna, zato da gledal, da si lahko med tekem predstavljal, kaj laufa. Sem si pač predstavljal kaj drugega, ne, saj nekako, ne vem, zadnje čase mi res te maratoni tako hitro minevajo, da to težko si sploh, mogoče, najbrž si marsikdo težko predstavlja, no, ko sploh tiste 3 ure pa pol recimo, dosti hitro mine. No, jaz ti iz lastne izkušnje povem, da začelo se je hitro, potem je šlo pa skozi počasneje. In še zdaj malo traja, no, še zdaj sem kar malo utrujen od tistega maratona, tako da mi ni jasno, kako si ti lahko recimo en vikend pred tem odlaufal 2, enega za drugim, vikend za tem spet enega in tako naprej. Res, samo kakšen ultraž bi te še mogoče razumel, pa še tisti ne laufajo tako hitro, bom rekel, vsak vikend, tako da res si, bom rekel, fenomen, tudi zaradi tega, ker imaš zelo specifično tehniko teka, ne. Vsi, ki te poznamo, vemo, da se te da prepoznati tudi v večernem mraku ali, bom rekel, v jutranjih prvih žarkih, tudi če si 500 metrov oddaljen, vsak ve, da gre zdaj pa Joža. Tako, ne. Ti, če kaj si, po svojo to tehniko, ta tehnika je unikatna in se ne da posnemati. Ne povej, najbrž ti že marsikdo to rekel, ne, da ta tehnika je mogoče celo napačna, kar si seveda jaz ne upam trditi, glede na to, da poznam tvojo statistiko in vem, da si imel zanemarljivo malo poškodb vsem skupaj, ne. Ampak a si kdaj študiral to svojo tehniko oziroma morda veš, kaj je vzrok tega, pač to je tvoj naraven tek tak, ali si se kdaj dejansko trudil to tehniko, bom rekel, spremeniti, že zaradi tega, ker je bilo mogoče 10 let nazaj popularno govoriti o teku na celo stopalo, pa podse, pa z večjo frekvenco, pa in tako naprej, a ne. Si se kdaj ukvarjal s to svojo tehniko ali pač tečeš tako, kot tečeš in ti popolnoma ustreza? B. Odličen odgovor. Ne vem, ene parkrat sva s Klemenom Dolencem malo debatirala, ali se splačalo kaj na tem delati ali ne, a ne. Okej. Pa, kaj pa vem, na koncu mi zmeraj rekel, Uroš, jaz tudi eno nogo malo tako drugače mečem in
ko sem hotel enkrat sem se resno lotil to popraviti, sem si 2 sezoni uničil pola, ne. Ker je pač drugače tisto nogo postavljal in se je poškodoval zaradi tega. Tako da meni se 2 sezon zdi škoda, zato da mogoče malo lepši, Aha. a ne. Ne popravlja tistega, kar deluje, praviš, a ne? Tako, a ne? Ja, res, mislim. Če je narava to dala hitrejši, kot sem bil pred 5 leti, recimo, ne bom nikoli več, s tem sem se sprijaznil. Glede na to, da pri svoji kilometrini, tako kot si rekel, so bile pa vse moje poškodbe povezane v glavnem s kakšnimi padci zaradi ne najbolj artikuliranih spustov. Aha, okej. Od marsikje, a ne, bi pa rekel, da tako zelo škodljivo pa tudi ni, a ne, in ne vem, enostavno se mi kar zdi škoda čas s tem izgubljati, če sem čisto odkrit. Lepo povedano. Nekaj štofa materiala za kakšnega tekaškega trenerja, da tukaj kaj priobči in pripomni in pokomentira, ampak še nekaj ob vsem tem se mi zdi važno vprašati. Se pravi, ti si sezono, ki je izgledala fantastično, ob redu bi pol sveta odtekel 20 maratonov, po svetu si na koncu praktično pol časa preživel na Bledu, pol časa pa v okoliških krajih odtekel, vendarle rešil sezono, praviš, da maratoni tečejo skoraj da sami od sebe. Povej mi, vsi pravijo, virtualno ni isto kot realno, vse se strinjamo na način, ampak če ni realnega, je pač virtualno zadosti dobro. Ali pa sploh potrebujemo tekme, če smo že pri tem? Kakšno je tvoje mnenje? A so tekme tisto, kar nas žene v tek, tebe najbrž deloma tudi ali pač ne? Če bi zdaj ne mogel teči na nobeni tekmi, tudi virtualni ne, ali bi to tvoj tek okrnilo do te mere, da ne bi tekel? Sigurno, mislim, jaz se seveda nisem začel ukvarjati s tekom zato, da bom tekmoval, da bom dober tekmovalec, da bo ne vem kaj v teku dosegel, a ne. Pač pričel sem teči, pol se mi je zazdelo, da bi bilo fino odteči maraton in takrat seveda, ne vem, pri 26 letih z edino tekmo prej, pa še tisti je bila pol tekma, bi bil, mislim, da nek študentski tek nagrad. To je bilo vse, kar sem jaz uradno odtekel, preden sem se udeležil svojega prvega maratona. In seveda takrat si nisem mogel predstavljati, da bom kar zjutraj vstal, rekel, danes je pa lep dan za maraton, se odpeljal na Bled in obrnil 7 krogov, a ne. Je bil to projekt, normalno. To je bil pol nekaj mesečen projekt, pač, ki se je uspešno končal. In jasno, končal se je tako, da po parih dneh ritemske hoje po stopnicah in podobnih zadevah, a ne, ki so znane vsem prvopristopnikom, si mislim, sploh takim, ki jim je to prva tekaška tekma sploh, a ne. Je bila taka ideja, ja, drugo leto bom pa šel boljše, a ne. No, pol sicer nisem šel naslednje leto boljše, ampak čez 2 leti, ampak v glavnem sem vedno bolj sam s sabo tekmoval kot z drugimi, a ne. Dobro, okej, nekajkrat se je pač ponudila priložnost, da se tudi z drugimi enakovredno pomerim, a ne. Samo te priložnosti so bile res toliko redke, da jih lahko preštejem na prste ene roke. Pa sem pa nekako dobil to veselje svoje do dolgih razdalj, predvsem do maratona, no, do daljših niti ne. No, ampak zdaj, ko tudi berem knjige, ki jih drugi pišejo, vidim, da nisem edini tak, da se mogoče še skozi to še sam sebe malo bolj razumem. Merjenje z drugimi niso glavno gibalo mojega teka, no, zaradi tega tudi med končni fazi, ko sem se sprijaznil s tem, da pač ne bom šel v London pa tam tekel, da pa še tečem še zmeraj lahko, a ne, pač v London, ne v Londonu, bom pa nekje drugje.
In moram priznati, da če ne bi bil prijavljen na neko tekmo, na nek virtualni izziv, bi doskrat, ne vem, po 30 kilometrih rekel, dosti manj. Za danes bom zaključil. Tako pa vseeno pol še stisneš tistih 12 kilometrov, vidiš tudi, da niti ni tako težko, kot si na 30 kilometru misliš, da bo, a ne? Očitno, se pravim, sem ratal z vsemi temi svojimi cirka 100 maratonskimi ali daljšimi razdaljami nekako dober plezalec čez zid. Ali grem pa z glavo skozi, no, se sem tlele blizu Bohinja doma, tako da tudi to mogoče pomaga. Ja, tako da po svoje so mi neke sorte motivacije tudi virtualni teki, no. A ne? Pa bolj enostaven je, ni se treba nekam peljati, ne izgubljaš časa z vožnjo, ni treba prejšnji dan iti nekam gledati, kako se tam vse dogaja. Zmereni stres zjutraj vstati, ne vem, v Splitu je bilo krasno, ko smo bili tako blizu nastanjeni, da je bilo pol ure do štarta in jaz sem, mislim, pol ure, no, se je bilo manj. Jaz sem pol ure pred štartom še bil v postelji, ne. To je bilo super. Ni možno ravno vse povsod, tako ja. Ni možno povsod, je pa možno na virtualkah, a ne. Bravo. Pa lahko še malo potegneš. Pa če slučajno predolgo potegneš, pa pač 5 minut kasneje štartaš, a ne, se tudi zaključiš pol 5 minut kasneje, pa zdravo. A ne. In to je ena od prednosti virtualnih tekov, zagotovo, a ne. Prav je, Kar je prednost virtualk, je to, da na realnih tekmah vedno te na začetku potegnejo drugi, tečeš z njimi, ko svina obuče, a ne. Marsikdaj, marsikoga to lahko nese, a ne. Tle te ne, a ne, ker pač tečeš to, kar se sam odločiš, da boš tekel, nimaš se po katerem zgledovati. En kup je enih takih prednosti, no, mislim, saj lahko se tudi rečemo tolažba, ampak dejansko delujejo in moram reči, da jaz sem si iz vsakega od teh 20, ker sem jih letos v teku poskušal narediti neko zgodbo, eno zanimivo mogoče tudi za kakšnega drugega, druge so zanimive izključno zame. V končni fazi sem pa tisti plan, ki si ga prej omenil, ne samo dosegel, ampak celo presegel, a ne, tako da to zadevno, kaj če biti drugega kot zadovoljen, a ne. Sezona rešena, tako da ljudje tam zunaj vidite, da vse se da, ker zna ta virtualna realnost še kar nekaj časa spremljati. Upam, da tudi vi najdete kakšno prednost, ki jo je zdajle Joža naštel, in si kakšen virtualni maraton dejansko zastavite še v pomladanskem času. Ali pa krajšo razdaljo. Tudi res. Zakaj pa ne 10, polovičko ali še kaj krajšega. Ampak še omenil si, te moram vprašati, da 100 maratonov, prvih 100, je tudi eno tvojih posebnih projektov. Ob tem si večkrat že omenil tudi v medijih, da te svoje zgodbe, te svoje maratone tudi popisuješ. Nekje sem prebral, če je tek družbeno sprejemljivo trpljenje, je pisanje družbeno sprejemljiva shizofrenija. In ti si kar rekel zanimiv, plodovit pisec, kdo je kaj za tabo bral, je videl, da gre za domiselno pa zabavno pisanje. Povej, ko boš imel to 100 maratonov narejenih, slej ko prej tudi popisanih, bo to samo za tvoje vnuke ali bo tudi za ostalo občestvo dano v branje? Ja, to pa ne vem, če je samo od mene odvisno, ne. Zdaj, da bi glih na silo samo v obliki nekih blogov objavljal, mi ni ravno ideja, ne. Vse mislim, da če bo, kar bo nastalo, toliko sem pač samokritičen, bo toliko dobro, da si bo zaslužil tudi tiskano izdajo. Pa čeprav bo to takrat že morda ena čisto arhaična zadeva, ne. Tako kot pa nam zdaj rekel, če danes vinilko izdaš, ko so vinilke spet in, ne. No. Tako kot da bi kaseto posnel.
No, če druga ne, vsaj tvojo knjigo bomo sigurno še kupili, saj jaz jo bom. Pa takrat, Ja, je pa mal problem, ker toliko cajta pa sam vse te zadeve, da sem si vmes že vsaj 3-krat cel koncept zamislil malo drugače. Zdaj, v teh koronskih časih sem še ogromno drugih knjig prebral in tudi videl, da marsikaj od tega, o čemer sem jaz mislil pisati, je bilo že itak napisanega, tako da izgubiš malo vesela pola, ne? Ampak, sej, zakaj pa ne bi izumil nekaj na novo, a pa popisal to na svoj način? Na vse zadnje so se v knjigah letos veliko pogovarjala in si mi sam dal cel kup enih predlogov, mislim, da si pokupil najmanj 50, če ne več tekaških knjig, jaz sem jih potem... Raj več. Ja. Še raj več, jaz sem jih potem pobral kakšnih 10, mogoče 20. Daj mi povej, v vseh teh tekaških bukvicah, a si lahko zbereš 3 najljubše ta trenutek letošnje sezone? Evo. 3 zelo Lahko tudi majhna 5, številka, lahko tudi prav v redu. 5, okej, lahko 5, ja. tako. Ne, majhna je zaradi tega, ker te tekaške knjige lahko nekako vsaj v 3-4 različne skupine razdelimo, a ne. In če rečemo 3, to pomeni, da iz vsake od teh skupin bi samo eno lahko vzel zaradi tega, ker jih je čistko med sabo neposredno primerjati v bistvu težko, a ne. Eno dobro strokovno trenersko literaturo, ki je pa napisana tako, da jo lahko tudi slehernik prebira, a ne, je težko primerjati z enim odličnim potopisom, ki je pa že praktično čisto leposlovje, a ne. In zaradi tega je tudi ta številka, a ne, ki si rekel 50 ali pa najbrž še več, no, mislim, da, berem zdajle po mojem 40. letošnjo knjigo. Tako, daleč od tega, da te knjige vse so kakšne podobne, a ne. Ampak v resnici pa vsaka malo drugačna, no. Ampak dobro, ajde, zdaj, če si mi dal izziv, imam ene par, pa bom sam izmed tehle izbiral, zdaj nam šel še tja gledati, da se tudi da mogoče. Dajva kakšen predlog, ja, dajva predlog, tako Trenutno berem tole, a ne, Aha, Ranjevič Sherman, Christopher McDougall, a ne, se ga poznate, verjetno ga poznajo gledalci, bralci. Rojeni za tek. Ja, Rojeni za tek, pa Natural Born Heroes, a ne. Bravo, lepa. Ja, no, njegove knjige so super, ker so delno neko osebno doživetje, zelo dobro vpeto v nek zgodovinski, strokovni ali pa kakršenkoli že okvir, a ne. Konkretno tale tek s Shermanom ogromno se ukvarja z odnosom, z izgubljenim odnosom človeka in živali. Prav. In to je tema, ki mi je, sploh zadnje čase, odkar mačka gojimo tlele pri nas, toliko bolj pri srcu, a ne, dobro, se mačka posla, mogoče ne gre glih neposredno primerjati, ampak vseeno je zanimivo branje. Pa malo zveš o miših, pa njihovi kulturi, pa v življenju na ameriškem podeželju, daleč od ničesar in tako naprej, a ne. Tako da je vsekakor tako zanimivo branje, a ne. Lep predlog. Pa imam tlele recimo tole, 100 maratonov, ta je direkt meni na kožo pisana, a ne. V bistvu mi človek ukradel naslov, a ne. Tako da, Kar je, a ne, zdaj, ja. Ampak sem se najdel v tej knjigi, ne, sej, kdo bi si mislil, a ne, ampak mislim pa, da bi se najdel tudi kdo drug, zato ker človek, a ne, Jeffrey Horowitz, se je začel ukvarjati s tekom, ni bil kakšen poseben tekač, sam pol pa toliko prelaufal, da je ratal celo zdaj, mislim, da precej uspešen tekaški trener, a ne. Ampak mislim, njegovi najhitrejši teki so komaj kaj pod 4 ure maraton, tako da on je v bistvu, tako kot sem prej rekel, slehernik, rekreativc. S katerim se lahko marsikdo izmed nas čisto poistoveti, razen v tem, da pač marsikdo izmed nas 100 maratonov najbrž ne odlaufal.
Ok, tale tle na tem kupu, to ti znaš tudi kaj od nje povedati. To je super knjiga. Vrhunska. Vrhunsko napisana. Take biografije še nisem bral o tekačih, tako da ta je res. Ja. Tudi zanimiva zaradi pač predstavitve življenja v vzhodnem bloku v drugi polovici 20. stoletja. Izvemo marsikaj o največjem garaču ever. Mislim, da je bil Zatopek en človek, ki najbrž v življenju prelaufal največ. Ne vem, ne predstavljam si, da prelaufal več kot on. Tako je. Ja, Se strinjam. Mogoče malo zgodaj je zaključil s kariero, tako da pol je malo težji laufal, pa ga zaradi tega mogoče kdo nese. Ampak, no, tale je ena novejša zadeva. To je super knjiga. To bi se mogel jaz večkrat prebrati, če bi se hotel s tehniko ukvarjati. Ste slišali, evo, tehnično dovršena knjiga. Ja, kdo bi rad kaj izvedel o tem, kako pravilno teč, tole je super branje, s tem, da je ravno tako postavljeno v en tak doživetveni, izkustveni okvir. No. Ni v bistvu strokovna literatura. To je zanimivo, ja. Se pravi. O tehniki samo za zraven. Tako da to je super knjiga. Evo, ena naša, da še kakšnega domačega avtorja omenim. Lepa iztočnica za naslednjič, ja, tako. To boš v tem boš ti kaj več povedal, to ne bom preveč. Mi je bilo všeč tudi zaradi tega, ker tudi dobiš noter pa ideje za nove knjige brati. No, pa še mogoče ena, ki mi je bila ena najljubših teh, to je pa tudi super branje. Evo, to ni strokovna knjiga, pač človek je bil dober tekač, ampak si je zamislil tek malo po svoje. Živeti šel za 4 leta v totalno divjino in tam ni počel drugega, kot ukvarjal se s tem, kako ne zmrzniti, kako priti z malo denarja do mogoče več 10 kilometrov oddaljene prve trgovine in se oskrbeti z najnujnejšim za preživetje. Pa tako, no, fina je. Govori predvsej tudi o teku, ni predolga, kar je sploh fajn. Tako da to priporočam. Si dal tudi nekaj. A si videl? Marcus Torgeby, ja, The Runner. Če drugega ne, nekaj idej tudi za Boštjana, našega urednika, ki je bil gost v prejšnji oddaji. Da mogoče prevede. Tako, jaz mislim, da vsaj ene 2 predloga sem tam videl, v katerih sem se v njih že pogovarjal ravno z njim, tako da mislim, da se zna tukaj kaj najti. Ampak pustimo čas v čas. Daj mi povej, če bi lahko izbiral, kateri tekač, če bi lahko bil v zgodovini, kateri tekač iz zgodovine bi bil, če bi lahko izbiral? Recimo vsaj za en dan, no, tako. Ja. Katerikoli. Roman Kejžar. Tako, slovenski rekorder. Roman mi je všeč. Roman je slovenski rekorder, še vedno je pri svojih malo več letih, kot jih imam jaz v vrhunski formi. Bil je na nekaj olimpijadah, kaj še hočeš. Če bi jaz kaj tako dosegel v teku, bi bil silno zadovoljen. Ne smemo pa, mislim, kaj, sanje, to si mi zdaj tako vprašal. Ne vem, če si želim biti Kipčoge ali pa Bikila. Se konc koncev v prometni nesreči ubil, pa je to fajn. To se tres, ja. Ali pa Steve Prefontaine, ravno tako, recimo. Dol mnogih mladih kratkolascev. Tukaj jih je imel neke težave, To je res. Odlična izbira, čestitam na izbiri, odličen odgovor, moram reči. Vrhunsko, da ne bova predolga, počasi bova napolnila že 3/4 ure najnega pogovora. Pivo mi je pošlo, Joža, tole je pogovor, ki bi lahko trajal ure in ure, ampak ga mora zaključiti, zato da... Pa še imam nekaj, vidiš.
Preveč govoriš, očitno, pa nimaš časa toliko piti, da najni gledalci in poslušalci ne bodo zamudili na druge obveznosti. Bo zaključila tole, morava še ponoviti na vsak način. Če ne prej v tretjem valu, hecam se, upam, da ga ne bo. Razen, če bo odziv zdaj tak, da nehali poslušati, če už taki gosti mu še zmeraj tako, pa tudi ti dovoljen, da kakšnega drugega izbereš. No, tole bo še vedno počela, ali rekel, za javnost, ali pa interno. Ne, pa za javnost samo best of, veš. Tako izrezal za najboljše izjave, tako kot delajo v resnih medijih, ampak vseeno, čisto zaključek. Mogoče tvoj tekaški moto, mogoče tvoj misel, rdeča nit, s katero bi lahko opisal svoj tek. Tista misel, ki sem jo takrat za tekače rekel, mi še zmeraj všeč. No, daj še za poslušalstvo in gledalstvo lahko to ponoviš, ja? Vse se navezuje na prejšnje vprašanje v bistvu, ne morem zagotovo reči, da je tek dal mojemu življenju več let, je pa zagotovo dal mojim letom več življenja. Vrhunsko. Ja. Super misel za konc. Uroš Jože Kralj, tole je bilo perfektno. Še kdaj pridi, oziroma še kdaj te povabim, še kakšno pivo spijo, ker po enem ravno prav jezik steče. Hvala vsem za pozornost in se vidimo v naslednji epizodi. Če vam je bilo tole všeč, lajkajte, šerajte, naročite se na kanal Zagret za tek. Podcast prihaja spet naslednji teden s svojo 3. epizodo. Tokrat vam pripeljem v goste dekle, eno zanimivo športnico. Všeč vam bo, verjamete. Tako da, ostanite zdravi, laufajte dobro čez vikend, se vidimo naslednji teden. Dober tek!